Spoštovane dame in gospodje, dober dan. Dobrodošli v intervjuju na Kulturnem centru Maribor. Danes je z nami gospod Stanislav Bensa, pisatelj, zgodovinar in kronist ene posebne skupnosti iz bližine Lendave. Pa mogoče, gospod Bensa, dober dan. Dober dan. Mogoče za začetek kakšna beseda o skupnosti, v imenu katere tudi govorite? Ja, nahajamo se v Lendavi, v spodnjem delu Lendave, odnosno v nižinskem delu Lendave, tako imenovanem. Pomeni zadnja severovzhodna vas Slovenije, tik ob madžarski meji, skoraj da na tromeji Hrvaška, Slovenija, Madžarska, dalje praktično ni nobene vasi. Tu so se naši predniki, o katerih sem jaz nekaj pisal, priselili kot primorski begunci po prvi svetovni vojni v letih od 21 do 34 se je naselilo v takratnem Dolnjelendavskem srezu okrog 700 ljudi, odnosno 125 družin. Ustanovili so 5 kolonij Primorcev in Istranov. Dejansko skupaj z hrvaškimi Istrani je ena skupina bežala takrat pred fašizmom in se zatekla v Dolnjo Lendavo in si tukaj ustanovila svoje vasi. Največ je bilo Primorcev, tudi razlika, pravim, so pa bili te Istrani, kateri so ravno tako skupaj z nami Primorci delili isto usodo v kasnejšem času. Vi danes predstavljate v bistvu roman Nikjer doma, ampak do tega romana je v bistvu kar dolga pot, ki se začne tudi v prejšnjih knjigah, pa bi mogoče se midva napotila po tej poti in končala z romanom. Tako da mogoče bi začela z Primorsko, pa najprej, da spoznamo junake teh knjig, mogoče z vašo družino, kdo so bili te ljudje, o katerih bo zgodba, če lahko malo predstavite? Mi smo leta 2010 dejansko na mojo pobudo ustanovili Društvo Primorcev in Istranov v Prekmurju. Ta skupnost dejansko ni imela svojega društva, kot sem že prej omenil, je to bilo v tistih časih okrog 700 ljudi, 5 kolonij. In ko smo ustanovili društvo, smo se odločili, da je potrebno tudi nekaj dokumentirati o tej zgodovini naših prednikov. Tako je leta 2012 nastala knjiga Od Soče do Mure, katera govori o njihovi prisilni izselitvi iz Primorske. Namreč v letu 1915, ko je Italija napadla Avstro-Ogrsko, so se začeli prvi boji na Soči in so se razširili po celotnem Krasu in celotnem Primorskem. Dejansko so takrat naše prednike prisilno Avstro-Ogrska izselila v taborišča po Avstriji. Tam so ostali do leta 1918, ko je bil konec vojne in kapitulacija Avstro-Ogrske. Mi vemo, da z Rapalsko pogodbo, odnosno trianonska mirovna pogodba, je določila Italiji celotno Primorsko. Z Rapalsko pogodbo je bilo to tudi meddržavno potrjeno
in naši predniki niso imeli kam. Prvo je bila Primorska popolnoma porušena zaradi silnih bojev na Soči in niso hoteli pod okupatorja. Bili so zavedni Slovenci in so se rajši odločili za begunsko taborišče Šterntal. To je begunsko taborišče na področju sedanjega Kidričevega. Po slovensko je to bilo Strnišče pri Ptuju. Uraden naziv. Tukaj je bila stara avstro-ogrska bolnica, lesena, barakarska, v kateri je bilo 15.000 postelj. Okrog 6.500 postelj so zasedli tej Primorci, kateri niso hoteli se vrniti na Primorsko iz avstrijskih taborišč, in tu so naši predniki preživeli do leta 1922. V tej knjigi Od Soče do Mure potem opisujem nadalje njihovo pot in odločitev, da so sprejeli kolonizacijo in agrarno zemljo v takratnem Dolnjelendovskem srezu. Tako so že leta 1921 ustanovili kolonijo Petišovci z 14 družinami, vendar politika je bila v takrat Prekmurju taka, da niso sprejemali Primorcev in so dosegli moratorij, da Primorci se ne smejo več seliti v Prekmurje. Do leta 1922, ko so ugotovili, da v Dolnjelendovskem srezu, predvsem v tem nižinskem delu, Prekmurci nočijo te poplavne zemlje, bila je pa nacionalizirana od kneza Esterhazija in je agrarna skupnost ponudila Primorcem, ki so bili še v taborišču Strnišče pri Ptuju, naj sprejmejo kolonizacijo in si ustanovijo svojo kolonijo na tem področju. Tako je nastala 22. kolonija Benica, popolnoma barakarska kolonija, katera ima posebno zgodbo. Letos smo praznovali 100-letnico te kolonije in 25. leta je nastala mešana kolonija primorskih beguncev, kateri so bežali pred fašizmom. Leta 22 je nastopil fašizem v Italiji in Slovenci so izgubili vse pravice. In tisti, kateri so hoteli biti Slovenci, so enostavno bežali izpod fašizma v Slovenijo. In tako je nastala kolonija Pince Marof. Isto se je dogajalo tudi z Istrani, predvsem Istra okoli Buzeta, Svetega Lovreča in tega dela, ker je Italija dobila takrat ozemlja vse dol do Zadra, so ravno tako bežali iz svojih domov in so se naselili skupaj z našimi Primorci v koloniji Pince Marof. Razlika se je naselila tudi v Istranu in Primorcev v koloniji Petišovci. Tako je kolonija Petišovci zrasla potem na 50 družin, Benica na 32 družin, Pince Marof na 50 družin in Kamovci so nastali leta 1932 kot dobrovoljci Prve svetovne vojne in nekaj primorskih beguncev. Kot zadnja primorska kolonija je del Dolge vasi, predvsem odsek ceste proti madžarski meji. S tem je dejansko bila zaključena ta zgodba priseljevanja in življenje potem je potekalo do druge svetovne vojne. S tem se je tudi zaključila ta prva knjiga. Njihova zgodba je posebej težka. Pred tem so preživeli praktično 3 leta v taboriščih po Avstriji, 4 leta v begunskem taborišču in 41. ko je Madžarska prevzela oblast na tem področju,
so izgubili vse državljanske pravice, prisilno so jih hteli izgnati, ker to niso uspeli, so jim zaplenili vse nepremičnine, razen hiše. Pomeni, vsa posejana polja so že 41. v juliju mesecu izgubili, niso smeli več na svoja polja, obrat pridelka, tako da leto 41-42 so praktično dobesedno stradali, ker niso imeli od čega živeti. 42. v juniju je madžarska oblast se odločila, da jih izžene v taborišče Šarvar na Madžarsko. Zdaj, preden gremo v taborišče Šarvar, mogoče še kako poteka življenje teh izseljencev, taboriščnikov, kolonizatorov. Vem, da imate vi nek dnevnik, neke zapiske vaše none, iz katere črpate vir. Mogoče malo, če lahko poveste, kako izgleda vsakdanje življenje, mogoče kako anekdoto, kako zgodbo teh priseljencev, malo da približate našim bralcem to vsakdanje bivanje. Te priseljenci so dobili agrarno zemljo na 30 let odplačila. Dobili so 8 oralov zemlje na družino. In praktično odplačilni rok zemlje je bil 30 let. Pomeni, nič niso dobili zastonj. Prišli so na gole pašnike, na poplavno področje. Posebej Benica je ena specifika te tragedije. Med dve reki, med Ledavo in Muro, področje je močno poplavno. In tudi te ljudje, v glavnem so to bili sami Krašovci, kateri so ustanovili vas Benico, niso sploh vedeli, kaj to pomeni nižinska reka. In 22. leta so dobili pogoje, da lahko si ustanovijo svojo vas. Dobili so tudi možnost, da si poderejo barake v tem taborišču, v katerem so živeli. In to so naredili. Te barake les so transportirali v železnico do Lendave, dalje niso imeli do Benice kako priti. Benica je oddaljena od Lendave dobrih 8 kilometrov in so razmišljali, kako najceneje spraviti ta les na Benico, tako da so ga enostavno splavili po Ledavi. Ko so ga pripeljali na Benico z splavi, so ga znosili iz Ledave in začeli postavljati svoje hiše. Začeli so v juniju 22. leta, brez vsakega znanja o gradnji barak, brez vsakega orodja, brez vsakih sredstev denarnih in brez materiala, razen tega lesa, kar so ga dobili. Vas so zgradili v rekordnem času. V 5 mesecih je vas bila zgrajena z 33 barakami, za 32 družin. Ena baraka na sredi vasi je bila namenjena osnovni šoli. Posebej značilno je to, da ko so končali izgradnjo vasi, so te barake žrebali. Tako s tem so praktično onemogočili bilo kako slabo voljo, kdo bo na kateri lokaciji, temveč enostavno so številke napisali, dali v klobuk in kdo je kaj potegnil, tisto barako je dobil. In v novembru mesecu 22. so priselili kompletno svoje družine, 152 članov družine je prišlo za 32 družin in 152 članov njihovih družin. Tukaj so
prišli v popolnoma prazno barako, brez kurjave, brez hrane in brez denarja, po 7 letih taborišč. Zima je bila pred vrati in ta zima 22. na 23. so skoraj pomrznili v teh barakah. Sreča je bila, da je Murska šuma blizu in hodili so v Mursko šumo izpod snega iskati suhljat, da so nekako se zakurili, da niso pomrznili. 23. so začeli obdelovati polja, brez živine in brez orodja. Imeli so kakšno lopato pri hiši, dobili so na Esterhazejevi pustari en stari plug, v katerega so se vpregli mladi fantje in dobesedno ljudje so orali zemljo, da so toliko zorali, da so lahko posadili krompir. Drugi so, kjer ni bilo v družini močnih fantov, so enostavno z lopatami prekopavali tiste njive, da so toliko si uredili te travnike, da so lahko nekaj pridelka posadili. In že julija meseca 23 so doživeli prvo veliko katastrofo, poplavo, katera je praktično jim uničila ves pridelek. Poplava je zalila vas, Mura je poplavila, takrat je Mura bila brez obrambnega nasipa. Mi vemo, da čim julija, ko začne se topiti sneg v Avstriji in pride kakšno malo večje deževje, je Mura takoj naraste in poplavi. Cel ta del. Takrat so komaj spoznali pravo resnico, kaj pomeni ta nižinski del, zakaj ni bil naseljen. In to se je ponavljalo, te poplave so se ponavljale do leta 38. 13 velikih poplav beležimo v Benici, ko jim je podirala hiše, odnašala ves pridelek in siromaštvo je bilo nepopisno. 38. leta potem država da nekaj sredstev, da se postavi obrambni nasip na Muri in tako nekako se vas zavaruje pred nadaljnjimi poplavami. Živeli so izredno skromno, vendar zelo bogato. Beničani so si takoj, čim so prišli v vas, postavili šolo in to 8-letno šolo. Čeprav barakarsko, vendar 8-letno šolo. Ker pa v lokalni skupnosti Lendava niso uspeli dobiti učitelja za 8 razredov osnovne šole, ali jim ga niso hoteli dati, verjetno bo to drugo, so zaprosili za učitelja Bana Marušiča, takratnega bana Dravske banovine, kateri je bil ravno tako Primorec iz Opatjega sela. Te ljudje na Benici so tudi izvirali iz Opatjega sela, to je v sedanji občini Miren Kostanjevica. In ta ban Marušič je poslal mladega učitelja za 8 razredov osnovne šole iz Ljubljane. Tako da so oni že 23. leta imeli 8-letko na Benici. V okviru tega so formirali si dramsko skupino, izredno močno dramsko skupino, pevski zbor, tamburaški ansambl so imeli, kjer so si tamburice vse sami izdelali. Mislim, da to je posebnost, katere ne zasledimo nikjer. Imeli so na srečo enega mojstra, kateri se je razumel v to, je naredil tamburice za vse vaške fante. In vse fante je naučil igrati na tamburice. Ja, z njihovimi tamburicami so potem nastopali v širši skupnosti, tudi v Lendavi, posebej pa po hrvaških vaseh v okolici,
kjer so jih izredno dobro sprejeli in čudili so se, kako lahko en tak samouk mojster naredi tako kvalitetne instrumente. Formirali so sokolsko društvo. Tej Primorci iz Benice in Pince Marofa so ustanovili prvo sokolsko društvo 32. leta v Lendavi, potem so ustanovili sokolsko društvo na Benici in sokolsko društvo v Petišovcih. To so bila edina sokolska društva v takratnem Dolnjelendavskem srezu. Dolnjelendavski srez je precej široko področje pokrival praktično do Beltinec. Tako da so bili precej aktivni. V okviru sokolov so imeli močno telovadno društvo, orodno telovadbo so razvijali, kjer so si ponovno vsa orodja za orodno telovadbo izdelali sami. Na enem pašniku in imeli so dva orodna telovadca, kateri so bili vrhunski orodni telovadci, tako da so poželi nekaj prvih mest celo v okviru republike. Mislim, da imeli so še potem gasilsko četo in za te, lahko rečem, siromake je to izredno bogato kulturno življenje, katero so razvijali. Naprimer, oni so prirejali dramska dela, kot so Deseti brat, kar še danes se malo katero aktivno profesionalno gledališko društvo ne upa tega dela. Oni so ga pripravili in nastopali z njim prvo tu doma, kar v baraki, potem pa so šli dalje v Lendavo in v te okoliške vasi. Vendar vse to je bilo prekinjeno z začetkom druge svetovne vojne. Na tem področju je začela vojna že 6. aprila. Takrat so nemške enote zasedle naše področje. Tukaj so se ustavili samo 14 dni, ker je bil most na Muri porušen in niso mogli nadaljevati dalje, dokler niso si uredili zasilen most. In čim so Nemci zapustili to področje, so ga predali v upravo madžarski vojski. Madžarska vojska je pa v avgustu, odnosno juliju 1941. predala v upravljanje civilni skupnosti celo področje. Takrat se je začela največja kalvarija za naše ljudi. Zgubili so vse državljanske pravice in zgubili so vsa polja. Vsa polja so jim bila zasežena, ohranili so samo hišo in dvorišče, odnosno ohišnico, tako da na posejana polja več niso smeli. Pšenico so še morali požeti in vso zrnje so mogli odpeljati na obvezno oddajo v Lendavo. Na družinskega člana so lahko zadržali eno vrečo pšenice. S tem so praktično preživeli zimo 41-42. Vendar pritisk je bil izredno močen na te ljudi. Na silo so jih hoteli izgnati iz tega področja, ker po odloku madžarske vlade vsi, kateri so po avgustu 1918 prispeli na to področje, praktično niso imeli nobenih državljanskih pravic. Ker vsi ostali so praktično že prej bili madžarski državljani, ker je to področje prej pripadalo Madžarski in za trianonsko pogodbo je bilo priključeno Sloveniji, in tej, kateri so kasneje se naselili na to področje, praktično niso imeli nobenih državljanskih pravic in politika je bila taka, da te ljudi treba izgnati. Drugi del te zgodbe se nadaljuje v taborišču madžarskem, ne?
S tem sem nekje tudi zaključil ta prvi del knjige Od Soče do Mure in sem nadaljeval z taboriščem Šarvar na Madžarskem, v katero so bili izgnani leta 1942, 22. junija, so obkolili vseh teh 5 kolonij, o katerih sem prej govoril, primorskih, in jih praktično izgnali peš na železniško postajo v Lendavo. Seboj so lahko nesli to, kar so lahko nesli. Praktično vsak eno culo, vse ostalo premoženje so morali pustiti v svojih hišah. Pričo njih so domačini prihajali iz madžarskih vasi, odnašali vse, kar so imeli v hišah, gonili živino iz hleva, oni niso smeli posredovati, absolutno. Celo eden še živeči mi je razlagal, da so mogli celo svojega psa privezati na kratko, da so lahko domačini si pregledovali, kaj je primerno za njih in jim odnašali praktično priča njih. 42. 22. junija so jih nagnali na tovorne vagone in jih odpeljali v taborišče Šarvar na Madžarsko, to je enih 120 km od Lendave. Tam so jih zaprli v eno barako, so nagnali vseh okrog 700 ljudi in tam so imeli lesene pograde na 3 višinah, tako da so v tej baraki praktično mogli živeti. Vsi sposobni za delo so morali hoditi na delo, na te madžarske pustare, ostali so pa praktično morali biti v taborišču. Otroke so jim v avgustu, od avgusta do oktobra, vse otroke, 250 otrok, od 2. do 16. leta, so odpeljali v Bačko in jih razdelili družinam. To je dosegla pravoslavna cerkev iz Novega Sada, da je dobila soglasje od madžarskih oblasti, da lahko otroke odpelje in jih tako reši taborišča. S tem se je marsikateri otrok dejansko rešil. Ker v letu 1941, ko so Srbe pripeljali v to isto taborišče iz Vojvodine, so jim v tisti zimi 1941. pomrli skoraj vsi majhni otroci. Tako da tu gre zahvala pravoslavni cerkvi, da je to naredila, vendar za starše je to bil novi udarec, ostali so brez svojih otrok. In 45. ko je bil konec vojne, so prvo šli v Bačko iskati svoje otroke, da so jih lahko pripeljali seboj domov. Namreč Rusi so osvobodili taborišče Šarvar že nekje v marcu 45. in morali so počakati, da je bila praktično Jugoslavija osvobojena, odnosno Vojvodina je bila tako prej že osvobojena. In prve dni maja so odšli v Bačko in na Benico so prispeli 16. maja z svojimi otroci. S tem je nekako zaključena tudi ta druga knjiga, Usoda naših dni. Dejansko je del te zgodovine zajet v tej knjigi, je pa tudi ena pesmarica zajeta, namreč ena taboriščnica je v času taborišča napisala 15 pesmi in jih v enem zvezku smo jih dobili ohranjene in potem na osnovi tega smo se tudi odločili, da smo to pesmarico natisnili. Mislim, da je to edinstven primer, ko dejansko taboriščnica brez neke posebne izobrazbe izdela tako kvalitetno
pesniško delo in mislim, na to smo posebej dejansko ponosni. Torej, prišla smo do Konca, druge svetovne vojne tako. in Dejansko, naši taborišniki se odpravijo proti domu. ja, Kaj tam čaka? naši taborišniki pridejo praktično domov v popolnoma izropane hiše, tako daleč izropane, da so bile brez oken in vrat, da ni bilo v hišah praktično niti ene žlice ali enega lonca, v katerem bi si lahko kaj pripravili. Tragedija je bila tudi ta, da dejansko Benica se je obstreljevala z topovi z Pinčanskega hriba. Namreč mimo Benice se je pomikala nemška enota in bežala proti Avstriji ob Muri in Rusi so jo obstreljevali in s tem zadeli marsikatero barako. Tako je bil del barak tudi porušenih, en del pa so celo domačini požgali. 5 barak je bilo požganih in ko so prišli domov, praktično so šele videli, da nimajo praktično skorajda strehe nad glavo. Tako so se odločili in zaprosili državo za pomoč. Smatrali so, da je novo nastala država nekako dolžna in nekako pomagati v tej njihovi največji stiski in hitro so dobili odgovor in ponujena jim je bila nova kolonizacija v Banat. Ljudje dolgo niso mogli se odločiti, kaj naj naredijo. Jaz sem se lotil te knjige Nikjer doma in sem tu povzel praktično del te njihove zgodovine zaradi lažjega razumevanja in predvsem to odločitev, kako sprejeti novo selitev. Če se vrnem samo malenkost nazaj, to je praktično njihova 5. selitev, katera bi naj bila v isti generaciji. 3-krat so si gradili dom v tem času. Enkrat na Primorskem pa so bili pregnani v taborišče v Avstrijo. Drugi so bili pregnani, odnosno so se naselili v begonskem taborišču. Potem so si gradili dom na Benici, kateri je bil izropan in uničen. In zdaj ponovno pa so bili v taborišču Šarvar na Madžarskem. In ponovno zdaj v novo neznano področje, daleč od tu, kjer se govori drugačen jezik. Enostavno se niso mogli odločiti za to. Prihajalo več agitatorjev, da jih prepričajo, da sprejmejo kolonizacijo. Namreč vedeti moramo, da je Vojvodina bila v času 2. svetovne vojne izpraznjena. V Vojvodini je odnosno v takratni kraljevini Jugoslaviji živelo 510 000 nemško govorečih prebivalcev. Večina njih je sodelovala z nemškimi enotami v času 2. svetovne vojne. Samo v Vojvodini je bilo 340 000 ljudi, kateri so sodelovali z nemškimi enotami. In tej so z sklepom Avnoja izgubili vse pravice. Zaseženo je jim bilo tudi vse premoženje in to so oni vedeli in 44. leta v oktobru mesecu so skupaj z umikajočimi nemškimi enotami bežali tudi tej nemške govoreči ljudje, odnosno podonavski Švabi, kot so jih imenovali. Namreč oni so se naselili po izgonu Turkov iz tega področja. Turke so izgnali 1798
50. nekje. Pri tem izgonu je sodeloval princ Evgen Savojski, avstro-ogrski princ, kateri je dejansko osvobodil skupaj z srbskimi knezi to področje od Turkov. In takrat je Avstro-Ogrska zasedla praktično celo Vojvodino do Banata. In Banat. Banat je tak del Vojvodine, ne. In naselila svoje ljudi. Takrat so prišli ti podonavski Nemci, dvigali industrijo, dvigali poljedelstvo precej močno v Vojvodini takrat. In 44. leta je 250 tisoč teh podonavskih Nemcev, odnosno 65 tisoč družin zapustilo Vojvodino. Izpraznilo se je 65 tisoč hiš. Odnosno z nacionalizacijo je bil 1 milijon hektarjev zemlje na razpolago. Tako da je to bil velik projekt, odnosno velik zalogaj za novo nastalo Jugoslavijo. In oni so mogli podnujno pripeljati ljudi v Vojvodino, da se dvigne ponovno poljedelstvo. Jugoslavija je bila lačna in polja so pa bila neobdelana. Tako je bila močna agitacija za kolonizacijo v Banat in to so ponudili tudi našim ljudem. Za to kolonizacijo se je odločilo 6 družin iz vasi Benica. Ostali so odšli eni na Primorsko, drugi so odšli po svetu, tretji so dejansko iz tistih porušenih barak si ustvarili ponovno novi dom. Tako ocenjujem, da je cirka 1/3 jih ostala, ostali so se porazgubili in teh 6 družin opisujem v tem romanu Nikjer doma. Dejansko njihovo pot od tiste odločitve, katera je bila v oktobru 45. leta in ko so 20. novembra dejansko zapustili Benico, dobili so 2 transportna vagona na železniško postajo v Mursko Središče, v katere so si znosili svoje skromno imetje, dosti ga ni bilo, ker so se ravnokar vrnili iz taborišča Šarvar in krenili za Vojvodino, odnosno za Banat. To pot opisujem, kako so dejansko potovali do zbirne postaje Sevnica. Namreč v Sevnici je bila zbirna postaja, kjer je bila kompozicija 400 ljudi je takrat iz Slovenije šlo za Vojvodino. Med njimi so bili tudi naši, teh 6 družin. Skupaj je bilo 40 vagonov in 2 vagona z drvmi in premogom. Dejansko tako je Slovenija formirala prvi konvoj ljudi za Vojvodino. Zatem je sledilo še več, tako po raznih raziskavah, proučevanju knjig. O tem sem zasledil mogoče najkvalitetnejši podatek v knjigi Mirka Paka, kateri opisuje, da je 804 družine iz Slovenije do leta 47 odšlo in sprejelo kolonizacijo v Banatu. Ta pot je bila izredno težka. Oni so vedno z živinskim vagonom, katerega so
v katerega so se vselili v Murskem Središču, so pripotovali praktično do Zemuna, do reke Save, v istem tem vagonu, skupaj z vsemi ostalimi slovenskimi družinami, katere so omenil, da jih je 40 vagonov, vsakem je bila po 3 družine, pomeni, da je to 120 družin takrat šlo iz Slovenije za Vojvodino. Potovali so do zadnje postaje v Vršcu 12 dni. Zima je bila huda v nezakurjenih živinskih vagonih, s tem, da so si potem nekako rešili problem, da so dobili eno peč, s katero so si kurili v tem vagonu. Ko so prispeli do zadnje postaje, kjer so mogli raztovoriti to svoje imetje v Zemunu, praktično dalje niso mogli, ker dalje železnica ni vozila, namreč most na Savi je bil porušen in čez Savo so morali z splavom. Samo tam v Zemunu so čakali 2 dni, da so lahko prestopili Savo. Ko so prišli čez Savo, so nadaljevali pot z vlakom do Smedereva. V Smederevu na reki Donava so ponovno izstopili in čakali, da so jih ponovno z splavom prepeljali čez Donavo. Namreč na Donavi takrat še ni bil zgrajen noben most, da bi lahko čez Donavo šli. Tam so ravno tako 2 dni zmrzovali, da so lahko prestopili Donavo in nadaljevali potem v Kovinu, to je cirka 16 km oddaljeno od Donave, kjer so prečkali od Smedereva, je mesto Kovin. Do tam je bila izgrajena železniška proga in tam so stopili na vlak in se odpeljali do Vršca. Praktično Vršac je, da dobite sliko, oddaljen 80 km od Beograda. Na sami romunski meji, do Romunije je nekje 14 km od mesta Vršac. Vršac je glavno mesto praktično Banata. Je staro mesto, izredno lepo mesto. Zgradili so ga praktično v času avstro-ogrske vladavine. S tem, da so Srbi tukaj že živeli prej, vendar takrat 1750, ko so začeli prihajati podonavski Nemci, se je začel razvoj mesta graditi naprej. To je ta prvi del knjige, kateri govori o zgodovini njihovi in dejansko o poti do mesta Vršac. Torej, po dolgi naporni poti po zimi z vlakom in preko rek, z splavi, smo prišli do mesta Vršac in tam ustanavljajo drugo kolonijo v eni generaciji. Dejansko v mesto Vršac so prispeli 1. decembra. Krenili so pa 20. novembra. Ko so prispeli v mesto Vršac, tam so jih dejansko je pričakala jugoslovanska vojska, katera jih je nekako. Ves transport za Banat se je ustavil prvo v Vršcu. Potem so jih tam, je bila komisija, katera jih je razporejala, v katere kraje kateri gre. Tako skrbeli so predvsem za tem, da so nekako nacije
pošiljali na približno iste kraje. Tako je 250 družin ostalo v mestu Vršac. In v Vršcu so ostali tudi naši te ljudje, kateri so šli s to prvo kompozicijo iz Slovenije. Tam so bili sprejeti v tistem domu, kjer so jih pač pričakali in jih potem takoj razporedili po teh praznih hišah, katere so bile od teh pobeglih Nemcev. In tako so v glavnem tudi večina njih bilo v isti ulici v mestu Vršac razporejenih. Prišli so v delno opremljene hiše, sorazmerno bogate hiše, lepo opremljene, vendar brez hrane in brez kurjave. Prišli so ponovno v zimi, 1. decembra. Banat, odnosno sam Vršac, je poznan po izredno zoprnem vetru, tako imenovanem košava, kateri piha praktično celo zimo in dviguje prah in sneg in vse to. To je bil precej hud pritisk za te naše ljudi. Istočasno vsi so pričakovali, da prihajajo v Vojvodino, katera je bogata s hrano, vendar Vojvodina je bila od 1944 naprej prazna, brez obdelanih polj. Hrane ni bilo in tako so praktično prišli v pokrajino brez praktično pomanjkanje je bilo veliko. Preden so odšli, so dobili obvestilo, naj si pripeljejo s seboj kislo repo, to so si dejansko tudi pelali, pa kislo zelje. Na ta račun so imeli nekaj hrane. Na začetku so tudi imeli skupno menzo, v kateri so dobivali hrano, kljub temu, da so živeli v svojih hišah. Dobili so tudi nekaj kurjave. Slovenci so si peljali 2 vagona drv in premoga. S tem se nekako zdržali prvo zimo. Vsaka družina takoj pri prihodu je tudi dobila ob hiši, opremljeni hiši, nekaj obleke. Dobili so 2,3 hektarja zemlje, to je dobil gospodar pa žena. Vsak naslednji otrok je dobil 0,8 hektarja zemlje. Dobili so 1,18 hektarja vinograda in to je dejansko bilo, to je bila njihova lastnina. Živina, katera je pa bila v skupni lasti. Tako se je formirala tako imenovana kmetijska zadruga, v kateri je pripadala 1 krava na 5 družin, da so lahko imeli za mleko. In tako je začela tudi agitacija, da se naj združijo v obdelovalne zadruge, ker drugače ne bodo mogli obdelovati ta polja. Na začetku, že prvi mesec, je ogromno ljudi se vračalo nazaj. Klimoni so sprejeli dobro in predvsem to pomanjkanje jih je prisililo v to, da se je dosti družin vrnilo. Tako da okrog 70% Slovencev se je že vrnilo v prvih 2 letih. Pogoji so tudi bili taki, da to, kar dobijo v kolonizaciji,
lahko zadržijo po 2 letih. Po 2 letih se lastnina prepiše na njih, tako polja kot hiša. V 2 letih, če se vrnejo nazaj, dobijo to premoženje, katero so tu zapustili. Namreč vse nepremičnine, katere so tukaj posedovali, hišo, polja, je pa moglo preiti v državno last. In če so se v 2 letih vrnili in je država vrnila to nazaj, in tisto tam v Banatu so mogli ravno tako prepustiti državi. Ukolikor so zdržali 2 leti, je pa to postalo njihova lastnina in to tukaj je postalo tudi državna lastnina. Taki so bili pogoji. Tako da te naši so težko sprejeli te pogoje v Banatu in od teh 800 družin je ostalo 250 družin nekje Slovencev, kateri so kasneje tudi zapuščali in se vračali nazaj. Tako da z zadnjimi podatki sem nekje zasledil, da je nekaj okrog 80 ljudi, kateri so še imajo slovensko državljanstvo na tem področju. Je ostala tudi kakšna družina iz Benice? Iz Benice so se 2 družine vrnile, ostale so ostale tam. Tako da jaz opisujem to življenjsko pot njihovo tam v Vršcu. Oni so si tam ustanovili potem, prvo so si ustanovili svoje kulturno društvo, izredno močno kulturno društvo Franz Rozman, potem so ustanovili svojo kmetijsko zadrugo Triglav, v kateri so bili vsi te naši ljudje včlanjeni, skupaj so potem obdelovali vinograde in polja in si delili, kar so dejansko v zadrugi ustvarili. Vendar je ta zadruga propadla 58. leta in dejansko z propadom zadruge so tudi izgubili precej. Dobili so nazaj svoja polja, vendar dosti njih je že bilo ostarelih. Posebej mlajši člani družine so se vračali nazaj v Slovenijo, starejši so tam ostali in onemogli in tako so potem začeli tudi ta polja prodajati. S tem, da nekaj posebnih stvari so oni tam ustanovili, imeli so svoj izredno lep kulturni dom, v katerem so prirejali razne prireditve. Tako so ustanovili praznik vinske trgatve v mestu Vršac. Danes je to največji praznik v Vršcu, ko traja teden dni. Ustanovili so ga te naši Slovenci. Že naslednje leto po njihovem prihodu, že 46. so imeli prvo povorko posvečeno vinogradom. Namreč Vršac je izredno bogat z vinogradi, ima največjo vinsko klet, katera sprejme 32 milijonov litrov vina. Bila je to v srednji Evropi največje vinorodno področje še v prejšnjih časih, pred začetkom Prve svetovne vojne. Izredno kvalitetno vino, vršački rizling. Mesto kot tako, krasno izgrajeno, imajo drugo največjo cerkev katoliško v takratni Jugoslaviji. Edino Zagrebška katedrala je večja, izredno krasno železniško postajo, preko katere so odpošiljali vse pridelke po celi Evropi. Precej znamenitih objektov. Danes Vršac šteje 40 tisoč ljudi. Takrat, ko so prišli, je 12 tisoč teh Nemcev zapustilo Vršac.
To so naselili nove prišleke, takrat je Vršac stal okrog 20.000 ljudi v tistem času. Znamenitosti Vršca je Vršačka kula, katera naj bi bila zgrajena nekje v začetku 13. stoletja kot obrambni stolp pred Turki in kot ena opazovalnica, potem pravoslavni samostan, že leta 1000 zgrajen. Tako da kar nekaj velikih znamenitosti v tem mestu obstajajo. Tako, mogoče še k našemu zadnjemu vprašanju. Vi imate tudi muzej Primorske skupnosti v Prekmurju. Danes si ga žal ne bomo mogli ogledati, ampak naši gledalci CTV so ga videli že v vašem prejšnjem intervjuju. Me pa zanima, kako živi ta skupnost Primorcev v Prekmurju, prekmurskih Primorcev danes, kako je življenje skupnosti? Poglejte, mi, kateri smo, odnosno naši predniki, kateri so se odločili, da tukaj ostanejo. Namreč moja mama je tudi z njeno družino odšla v Vršac in potem, ko se je poročila, se je priselila nazaj na Pince Marof. Mi smo dejansko zdaj se rojeva 5. generacija teh ljudi. Naprimer, jaz sem 3. generacija. Mi smo že povzeli nekako vsa pravila odnosno življenje Prekmurcev. Jaz vedno rad poudarim, da v meni teče primorska kri, vendar sem Prekmurec. Ker dejansko tu sem rojen, tu živim, tu sem si ustvaril družino. Danes je življenje bistveno lažje. Vsi smo zaposleni, vsi smo nekako vpeti v lendavsko industrijo, katera je precej močna. Z kmetijstvom se skoraj da ne ukvarjamo, samo tako ljubiteljsko, mogoče malo. In nekako ohranjamo edino to življenje in povezavo z Primorsko. Ravno v soboto smo bili na tem dobrodelnem koncertu v Opatjem selu, ko je koncert posvečen pogorelemu Krasu, kjer smo se sestali tudi z županom občine Miren Kostanjevica in predali pismo za pobratenje med občino Miren Kostanjevica in občino Lendava. To bi želeli narediti in povezati te naše kraje, tako kot je nekako naš emblem društva, kjer imamo krog, v katerem je zgornji del pšenično klasje in zeleno področje, od spodaj pa sivo področje z oljko in vmes leti lastovka in povezuje ta dva področja. Pomeni Prekmurje in Primorska in ena povezava med tem področjem. To si želimo dejansko zbližati ta dva naroda, te dve pokrajini z približno enako zgodovino. Primorska je na meji z Italijo, Prekmurje je na meji z Madžarsko. Eni in drugi so bili zasedeni z okupatorji in nekako eni in drugi poskušajo ohraniti svoj značaj in svoje spomine na prednike in svoje življenje. Tako da enako zaradi tega vidimo, da te dve področji imajo nekaj skupnega. Upam, da bomo v tem uspeli. Mislim, da je vse na dobri poti, da bomo to naredili. Gospod Benca, najlepša hvala. Hvala vam.